Pozdravljeni! Pred nami je prispevek pred kvalifikacijami za veliko nagrado Savdske Arabije. Poglejmo si skupaj, kaj sta nam pokazala prvi in predvsem drugi prosti trening. Tudi v tokratnem prispevku pred samimi kvalifikacijami si bomo najprej ogledali tehnične novosti ter zanimivosti. In seveda tu ob meni lahko vidite uradne dokumente, ker so ekipe prijavile spremembe, ki jih bodo vpeljale na veliki nagrade Savdske Arabije. In če mi je dovoljeno malce posplošiti, bomo seveda lahko kaj hitro ugotovili, da največ sprememb je na prednjem in predvsem zadnjem aerodinamičnem profilu. Ekipe se trudijo zmanjšati zračni upor, oprijem ni tako pomemben in potrebno je dosegati seveda posledično visoko končno hitrost. In pri raznih ekipah smo seveda videli nove oblike, predvsem na zadku. Tu bi rad vašo pozornost usmeril k tem primerom, ko so ekipe preizkušale veljavnost svojih teorij s kontrastno barvo. In kar se je meni osebno zdelo zanimivo, je naslednje. Nobenih velikih turbulenc. Ne vidimo tistih porok na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, ki ponavadi ponazorujejo, da zračni tok je iz linearnega prišel v turbulentnega. To nam kaže, s kakšnim trudom ekipe v bistvu bdijo nad tem, da pravzaprav je zračni tok čim bolj miren tam na zadku. Kar se tiče zadnjega dela bolida, smo videli na primer pri skuderiji Ferrari, da so nadaljevali z testiranjem enojnega nosilca zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. In prav tu smo lahko videli pri Red Bullu RB19 nekaj posebnega. Če pogledamo spodnji del tega nosilca, podnožje, bomo takoj lahko videli nekaj, kar ni običajno. Seveda, to podnožje sega okrog izpušne cevi, kar ni dobesedno nič takega, ampak tu lahko vidimo, da so na zadnjem upetju nekako premaknili tudi sidrišče zgornjih trikotnikov, kar pa je, vsaj po mojem, ekstremna rešitev, ki jo še nisem zasledil pri ostalih ekipah. A tisto, kar je na tehničnem področju mene osebno najbolj presenetilo in priznam tudi razočaralo, so bile menjave pri elementu pogonskega sklopa. Namreč smo komaj na drugi veliki nagradi od 23. O tem, da bo Charles Leclerc imel 10 kazenskih mest zaradi tretje kontrolne elektronike elektrohibridnega dela, sem že poročal. A videli smo, da na primer pri obeh bolidih skuderije Ferrari so menjali motor z notranjim izgorevanjem. Podobna situacija pri Norrisu in njegovem McLarenu in vidimo lahko na dokumentih, ki jih je objavila FIA, da so menjali še kar nekaj drugih pomembnih komponent. Ne smemo mimo dejstva, da pri Perezu je prišel na vrsto tudi novi menjalnik, kar nekako ni pričakovano na drugi veliki nagradi, torej izjemno hitro bodo nekateri vozniki zapadli še v več kazenskih mest, kot jih bomo videli po kvalifikacijah na primeru Charlesa Leclerca. A poglejmo si, kaj nam je pokazal prvi in predvsem drugi prosti trening. Najprej je treba poudariti, da tu takšnih razlik med ekipami ne bomo videli. In rezultat prvega prostega treninga ni mirodajen glede razmaka med posameznimi ekipami,
Vrstni red je približno tisti, ki smo ga pričakovali, ampak razdalje med ekipami, vsaj po mojem videnju, ne. Na drugem prostem treningu je bilo sicer nekaj presenečenj, ampak videli smo, da naprimer tam spredaj so zagotovo pri Red Bullu, ampak ne smemo kar tako izločiti seveda Aston Martina. Ampak nekaj, kar bo presenetilo marsikoga izmed vas. Primerjava v telemetriji med krogom Maxa Verstappena in Fernanda Alonsa. Mnogi strokovnjaki so govorili, kako Red Bull naj ne bi dosegal tiste najvišje končne hitrosti. Ampak iz pričujočega grafa je očitno, da je bil Red Bull boljši prav tu, pri doseganju končne hitrosti. In zato nam je lahko jasno, da mnogi delajo analize brez nekakšne trdne osnove. A vseeno, dve ekipi sta predvsem na drugem prostem treningu razočarali. In govorimo o skuderiji Ferrari in tovarniški ekipi Mercedes. Tu bi lahko dejali, da morda so imeli malce več goriva v rezervarju, po eni strani zato, da bi preizkušali malce bolje ono začetno fazo, torej prve minute prostega treninga, ampak po drugi strani bi lahko pokazali tudi, da so malce bolj oddaljeni od Red Bulla, da bi se pri Red Bullu nekako sprostili in pozabili na kakšnega nasprotnika. Ne vem. Videli bomo skupaj na samih kvalifikacijah. Sam ne bi pričakoval takega zaostanka pri Mercedesu in seveda Ferrariju. Hamilton, Leclerc in Sainz so dobesedno skupaj po končanem drugem prostem treningu. In to je že nek pokazatelj, da konec koncev ali so postali pri Ferrariju tako počasni kot Mercedes, ali je postal Mercedes tako hiter kot Ferrari. Videli bomo skupaj, zato v tej lestvici sam osebno ne verjamem. Nato smo videli, da so bili izjemno hitri tudi pri Alpinu. Ne smemo tega nekako izpustiti, pri ostalih pa brez večjih presenečenj. A meni osebno največje presenečenje je bila razlika v času med prvim in zadnjim. Približno sekunda in pol. In to je dobesedno malo. Zato menim, da prihajajoče kvalifikacije bodo izjemno borbene, kjer ni nekako jasno, kako hitri bodo pri posamezni ekipi. Verjamem, da Fernando Alonso bi se lahko tudi posrečilo priti v prvo vrsto, čeprav ne bi bil preveč razočaran, če mu to ponovno ne bi uspelo. A dvomim, da pri Ferrariju ali pri Mercedesu znajo ogroziti na samih kvalifikacijah oba bolida Red Bulla. No, okrog Pereza bi se lahko pogajali, kar se tiče Maxa Verstappena, menim, da ni dvoma. Kljub temu, da je imel težave z prevabili, tega na progi nisem zapazil. A kot običajno, to je le tisto, kar smo lahko razbrali iz drugega prostega treninga. Malce več poznanega po kvalifikacijah, kjer se bomo v zadnjem briefingu pogovarjali o samih rezultatih, ritmu ter možnih strategijah. Za danes, za ta prispevek je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.